Pozdravljeni, hvala za povabilo k sodelovanju. Danes sem z vami kot sodelavka nacionalne enote Euridisi, v kateri smo nedavno sodelovali pri pripravi nove izdaje poročila o izobraževanju in usposabljanju odraslih, in sicer v sodelovanju z drugimi sodelavkami Ministrstva za izobraževanje, sodelavci Andragoškega centra. O nekaterih informacijah pa smo seveda morali povprašati in pozvedeti tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavodu za zaposlovanje in Javnem štipendijskem skladu. Dovolite mi, da najprej spregovorim nekaj besed o omrežju Euridisi. Torej, omrežje Euridisi povezuje 40 sistemov izobraževanja ali 37 držav v programu Erasmus. Sedež imamo na Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo v Bruslju. Naše poslanstvo, naša dejavnost je biti in ostati zanesljiv vir informacij o sistemih izobraževanja v Evropi, tako za odločevalce kot oblikovalce politik ter za na podatkih utemeljeno odločanje. Naša dejavnost pa je priprava analiz in poročil o strukturi in organiziranosti sistemov izobraževanja na vseh ravnih. Ena od glavnih dejavnosti je tudi posodabljanje in upravljanje opisov nacionalnih sistemov o izobraževanju, ki je objavljeno na spletišču Euridisi, in sicer pod naslovom rubrike National Education Systems. V tem delu bi vas posebej opozorila na 14. poglavje o reformah, ki ga posodabljamo 2-krat na leto. Nadalje pripravljamo primerjalna poročila na izbrane teme, ki so seveda v interesu skupnosti, in pa dejstva in številke, ki pa konkretno govorijo o strukturah, šolskih koledarjih, plačah strokovnih delavcev ter obsegu pouka. Torej, to bi bilo o omrežju, zdaj pa na poročilo. Poročilo je osredinjeno na pristope k promociji vseživljenjskega učenja in velike pobude, programe, ukrepe, ki se sprejemajo v posameznih državah na najvišji ravni in so javno sofinancirani ali financirani. Referenčno leto poročila je šolsko leto 2019-2020. Upoštevani pa so dogodki, spremembe politik, reforme ali pobude, ukrepi, ki so se začeli po 1. januarju 2015. Virov podatkov je več. Osrednje so seveda informacije, ki smo jih zagotovile nacionalne enote Euridisi, in sicer za 42 sistemov izobraževanja v 37 evropskih državah. To so države članice, ter, da vam jih naštem, da vas med prebiranjem poročila ne bo zmedlo, Albanija, Turčija, Lichtenstein, Srbija, Švica, Norveška, Severna Makedonija, Islandija, Črna Gora in Bosna in Hercegovina. Se pravi, informacije nacionalnih enot so dopolnjene s kvalitativnimi in kvantitativnimi podatki drugih organizacij, kot so CDFOP, Eurostat in OECD. Dokvalificiranje ali izpopolnjevanje in prekvalificiranje ostajata visoko na lestvici v prenovljenem strateškem okviru za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2021-2030. Okvir se osredinja na to, da je treba odrasle opolnomočiti in spodbuditi k temu, da pridobijo temeljne spretnosti. S tem povezano so na ravni EU tudi sprejeli cilj, in sicer 47 odraslih vključenih v izobraževanje in usposabljanje vsako leto do leta 2025. Poročilo sledi evropskim političnim prednostnim nalogam za izobraževanje in usposabljanje odraslih, predvsem pri poročilu Sveta 2016 o poteh izpopolnjevanja. Naslavlja pa naslednja vprašanja. In sicer, ali so se pristojne oblasti formalno zavezale k temu, da zagotovijo odraslim slabimi temeljnimi spretnostmi in nizkimi kvalifikacijami lažji dostop do izobraževanja in usposabljanja? Kakšne vrste in oblike programov obstajajo za udeležence izobraževanja in usposabljanja in na kakšne načine pristojni odpirajo in omogočajo lažjo vrnitev v izobraževanje ter spodbujajo odrasle k participaciji v izobraževanju?
Torej, v prvem poglavju so torej nanizani kvantitativni kazalniki, to sem vam pokazala prejle, pa sem potem spremenila. In vašo pozornost bi usmerila predvsem na prvi, in sicer približno petina odraslih v EU ni zaključila višjega sekundarnega izobraževanja. Od teh 12,5 milijona ni pridobila niti osnovnošolske, tako rekoč ISKE 2 ravni, kar je zanimiv podatek. Torej, na tem drsnici si lahko ogledate številke. Ta podatek je temeljni podatek, ki uvaja vsebino naslednjih poglavij. In sicer drugo poglavje, to je upravljanje in politični okviri. V tem poglavju je popis nacionalnih sistemov za usklajevanje politik in ukrepov v izobraževanju in usposabljanju odraslih ter političnih zavez k spodbujanju odraslih s slabimi temeljnimi spretnostmi in nizkimi kvalifikacijami, da se vključijo, da participirajo v izobraževanju in usposabljanju. Pomembna je ta informacija, da se število držav, v katerih so določili konkretne nacionalne cilje za odrasle s slabimi temeljnimi spretnostmi, sicer povečuje, vendar v trenutku nastajanja poročila je to veljalo samo za polovico evropskih držav. V Evropi je usklajevanje politik izobraževanja odraslih praviloma dobro urejeno in utečeno. V večini evropskih držav imajo enega ali celo več medsektorskih organov, ki usklajujejo politike in ukrepe na področju izobraževanja odraslih, in to ni ministrstvo. V Sloveniji, kot veste, nimamo posebnega medsektorskega organa, politike koordinira ministrstvo pristojno za izobraževanje, pri odločanju o strokovnih zadevah ter pri sprejemanju odločitev in pripravi predpisov pa mu seveda nudita podporo in pomoč Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih in Andragoški center Slovenije, ki je seveda vodilna nacionalna enota za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih. Med leti 2015 in 2020 je samo 7 pristojnih organov na najvišji ravni ni sprejelo strateških političnih dokumentov o nizko kvalificiranih odraslih ali odraslih s slabimi temeljnimi spretnostmi. To so bile, se pravi, ki niso sprejeli: Grčija, Luksemburg, Slovaška, Liechtenstein, Turčija in UK, Škotska. Zanimiv je tudi podatek, da v več državah Južne Evrope sicer beležijo majhen delež nizko kvalificiranih odraslih in relativno nizko raven tudi participacije le-teh v izobraževanju in usposabljanju. Ta profil držav se uvršča tudi Slovenija. Tretje poglavje nadaljujemo s tretjim poglavjem. Ja, pa poročamo o programih izobraževanja in usposabljanja. V Evropi odrasli lahko izboljšajo svoje temeljne spretnosti v različnih oblikah javno subvencioniranih programov, od formalnih programov osnovnega izobraževanja do neformalnih tečajev temeljnih spretnosti. V več državah izvajajo tudi različne krajše tečaje temeljnih spretnosti za odrasle, ki so tudi javno financirani. Na Danskem, na primer, poklicno usposabljanje za odrasle vključuje krajše tečaje poklicnega izobraževanja, ki trajajo od 1 do 6 tednov, oblikovani pa so tako, da ustrezajo potrebam zaposlenih. Tečaji pokrivajo specifične z delom povezane spretnosti, temeljne spretnosti in spretnosti upravljanja vodenja dela. Vsak posamezni modul je povezan z ravnjo kvalifikacije. To je na evropskem ogrodju kvalifikacij raven 2 do 5. Kandidat, ki uspešno opravi več takšnih možnosti, lahko pod določenimi pogoji in v določenih primerih pridobi tudi polno poklicno kvalifikacijo na sekundarni ravni. V večini evropskih držav subvencionirajo tako imenovane kompenzacijske oziroma popravljalne programe osnovnega izobraževanja. To so programi za odrasle, ki so sistemsko povezani do zaključka nižje ali ponekod tudi višjega sekundarnega izobraževanja, ISKE 2 oziroma ISKE 3. Ti programi ponekod vključujejo poklicne elemente in vodijo do priznane poklicne kvalifikacije. Na Norveškem, na primer, osebe starejše od 23 let,
ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, se lahko vključijo v splošni program višjega sekundarnega izobraževanja za odrasle, ki traja 1 leto, običajno traja 3, in program je sestavljen iz 6 predmetov splošno izobraževalnih predmetnih področij, in sicer norveščina, angleščina, matematika, naravoslovje, družboslovje in zgodovina. Nadalje, v skoraj vseh evropskih državah pripravljajo ali so že pripravili nacionalne okvire kvalifikacij, ki vključujejo poleg formalnih kvalifikacij tudi priznavanje kvalifikacij, ki jih zagotovijo ali zagotavljajo zasebni izvajalci, različni sektorji, organizacije in mednarodni organi. Različni izvajalci izvajajo tudi javne in različni izvajalci, med njimi tudi javne in zasebne izobraževalne institucije in organizacije, kot so knjižnice, prostovoljske organizacije in podjetja, izvajajo programe za pridobivanje temeljnih spretnosti. V nekaterih državah izvajajo velike programe posebej za nedavne migrante. V teh programih so seveda v ospredju jezikovne spretnosti, vendar tudi druge, kot je pismenost na splošne in širši vidiki integracije oziroma vključevanja. V več državah so tudi investirali in razvili sisteme kvalifikacij, ki dopolnjujejo srednji sistem izobraževanja. Učna obveznost je pri teh manj obsežna in zato morda malo bolj dostopnejša za odrasle z omejeno formalno izobrazbo. S formalnim priznanjem so lahko te kvalifikacije tudi odskočna deska za nadaljevanje izobraževanja oziroma usposabljanja. Višje sekundarno izobraževanje ISKE-3, naša srednja šola za odrasle udeležence, je v Evropi organizirano zelo različno. Od specifičnih programskih okvirov za izobraževanje odraslih do izvajanja programa znotraj osrednjega sistema višjega sekundarnega izobraževanja. V nekaterih državah so razvili okvire posebej za odrasle, ki pokrivajo več ravni izobrazbe, od osnovnih kvalifikacij do visokošolske izobrazbe. V Avstriji, kot zanimivost, imajo šolo za delovne aktivne, Schulen für Berufstätige, ki so pomembni izvajalci izobraževanja kot druge priložnosti na ravni ISKE-3, in to tako za splošno kot poklicno smer. Javno subvencionirani programi za odrasle, ki vodijo do veljavne izobrazbe, se praviloma izvajajo v izobraževalnih institucijah za odrasle, javnih šolah, ki izvajajo programe začetnega izobraževanja, usposabljanja za mlade. No, to je tak nek povzetek je bil 3. poglavja, zdaj pa nadaljujemo na 4. poglavje. In sicer poglavje o finančni pomoči, podpori. V več evropskih državah so javno subvencionirani programi, ki vodijo do javne veljavne kvalifikacije brezplačni, kar pomeni, da načeloma ni finančnih omejitev za udeležbo. Danes v večini evropskih držav nizko kvalificirani odrasli praviloma ne plačujejo šolnin za javno sofinancirane programe izobraževanja do ravni in vključno z ravnjo ISKE-3 ali po ogrodju kvalifikacij evropskem raven 4. Države nudijo različno finančno pomoč glede na povpraševanje, vendar praviloma ne posebej in konkretno za osebe z nizkimi kvalifikacijami, z nizko izobrazbo. Pri nekaterih teh finančnih spodbudah gre za povračilo stroškov povezanih z dejavnostmi za učenje, na primer plačilo tečaja ali preverjanja znanja, medtem ko z drugimi nadomestijo izgubo ali manjši dohodek, ki je posledica udeležbe v izobraževanju in usposabljanju. Na katere so na voljo te finančne pomoči za vse odrasle, druge predvsem za delovno aktivne in spet druge za predstavnike različnih ranljivih skupin, predvsem brezposelne iskalce zaposlitve. V Sloveniji so odrasli udeleženci izobraževanja brez dokončanja osnovnošolske izobrazbe upravičeni in se lahko vpišejo v brezplačen program osnovne šole za odrasle. Za vpis v srednješolske programe in več, više, plačujejo praviloma šolnino. Seveda pa, kot smo danes že slišali, lahko sodelujejo na razpisu za sofinanciranje šolnin,
katerega je namen povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Ponekod v Evropi so tudi delodajalci upravičeni do javne finančne pomoči. To je odvisno in zelo različno glede na upravičene stroške in upravičence. Samo v nekaj državah so nizko kvalificirani odrasli upravičeni do posebne finančne pomoči ali ugodnejše obravnave v primerjavi z drugimi skupinami. Med njimi je tudi Slovenija. Kot smo danes že govorili in slišali, so sredstva EU pomemben vidik ustvarjanja priložnosti v izobraževanju in usposabljanju odraslih, tudi za nizko kvalificirane odrasle in odrasle s slabimi temeljnimi spretnostmi ali odrasle brez osnovne izobrazbe. V Sloveniji z aktivno politiko zaposlovanja sledimo ukrepom na trgu dela za povečanje zaposlenosti in zmanjševanje brezposelnosti, večjo zaposljivost oseb na trgu dela in seveda povečanje konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Apropo prožnost je 5. poglavje prožnost izobraževanja, prožnost programov. V samo nekaj državah v Evropi imajo večje javno subvencionirane institucije in spletne platforme za izobraževanje odraslih na daljavo. Na teh platformah in v institucijah izvajajo formalne programe izobraževanja na daljavo do višje sekundarne ravni. Iz poročila pa je razbrati, da za učenje na daljavo velja tveganje izključitve odraslih. Kot ste morda opazili na drugi drsnici med kvantitativnimi kazalniki, naj bi bilo v Evropi okoli 40% odraslih v tveganju za digitalno izključenost. In s tem v zvezi je seveda to se pokazalo, da morda učenje na daljavo v tem trenutku ni najbolj učinkovito, saj jih je veliko odraslih, ki ima slabe ali nimajo digitalnih spretnosti, so pa tudi taki, ki sploh nimajo dostopa do računalnika in interneta. Se pravi, izobraževanje na daljavo morda ni primerno, če ga ne spremljajo ustrezni ukrepi pomoči in podpore. Je pa zanimiv podatek, da so v Franciji že leta 1939 ustanovili Nacionalni center za izobraževanje na daljavo, okrajšava je CNED. 39, ponavljam, sem preverila dvakrat, da ne gre za napako, da ni morda 93, ampak ne. Gre za center, ki so ga ustanovili tega leta, in sicer so želeli nazaj vzpostaviti izobraževanje po končani vojni, ki je bilo v danem trenutku sesuto. In danes ta center izvaja izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh, formalno in neformalno. Tudi tečaje, kot poznate sistem v Franciji, za pripravo na razpise za zaposlitev v javni službi. Izobraževanje poteka na spletu in v živo, in po podatkih iz leta 2018 je bilo v CNED vključenih okoli 84.000 udeležencev. Imajo pa podružnice center v 8 večjih mestih po Franciji. Tudi v Španiji imajo organizirano izobraževanje na daljavo, in sicer ga koordinira Ministrstvo za izobraževanje in poklicno usposabljanje preko Centra za inovacije in razvoj izobraževanja na daljavo. Center izvaja formalne programe, tako splošne kot poklicne, na različnih ravneh. Vsebina je strukturirana po predmetnih področjih ali po modulih. Naslednji del oziroma segment prožnosti je modularnost. Razčlenjevanje kvalifikacij in izobraževalnih programov na manjše dele ali enote je dobro uveljavljeno v več evropskih sistemih izobraževanja. To področje je tudi dinamično, saj je v zadnjih letih vključeno v številne nacionalne reforme. Slovenija se uvršča v večjo skupino držav, v katerih je modularnost zagotovljena samo v nekaterih programih, in sicer so to pri nas srednješolski, poklicni in tehnični programi, ki vključujejo obvezne in izbirne in ali izbirne poklicne in tehnične module. V primerjavi z moduli, modularnostjo je pa uporaba kreditnih točk vidno manj razširjena.
v izobraževanju odraslih. Dokaj omejeno je tudi število držav, v katerih so se lotili reforme na temo tega področja v zadnjih letih. Programi, ki temeljijo na uporabi kreditnih točk, ne pripomorejo ravno k prožnosti izobraževanja. V več kot polovici evropskih držav, večinoma v vzhodnem delu Evrope, je zaključek nižjega sekundarnega izobraževanja tako rekoč zakonski pogoj za napredovanje v višje sekundarno izobraževanje. V nekaterih drugih državah je dostop do višje sekundarnega izobraževanja za tiste z nizko izobrazbo, nizko formalno izobrazbo možen, vendar je omejen samo na nekaj programov poklicnega izobraževanja. To velja tudi za Slovenijo in nižje poklicno izobraževanje, kamor se odrasli vključujejo brez dokončane osnovnošolske izobrazbe pod določenimi pogoji. Lahko vključijo oziroma vpišejo. V okoli 2/3 evropskih držav je individualizacija programov, to pomeni prilagajanje programov potrebam udeležencev, sistemsko vključena v izobraževanje in usposabljanje. Individualizacijo zagotavljajo na različne načine, to pomeni prilagojeni učni načrti, začetno preverjanje spretnosti in znanj, prožno izvajanje ter seveda finančne spodbude glede na povpraševanje. Naslednje poglavje obravnava vrednotenje in priznavanje učnih dosežkov in takole. V skoraj vseh evropskih državah imajo danes urejeno nekakšno obliko vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. Vrednotenje in priznavanje neformalnega izobraževanja ima različne izhode. V nekaterih državah uspešni kandidati pridobijo formalno izobrazbo ali neformalno spričevalo. V omejenem številu držav pa ni možno nič od tega. V nekaterih državah sistemom priznavanja izobraževanja vedno ne spremljajo in nadzorujejo različnih vidikov procesa. Tisti, ki pa imajo podatke o upravičencih, so večkrat poročali in pogosto poročajo, da nekatere kategorije kandidatov, ki so praviloma označeni kot prikrajšani, na primer osebe s slabimi temeljnimi spretnostmi ali z nizko izobrazbo, iskalci zaposlitve, starejši delavci, migranti, begunci, osebe z različnimi telesnimi in duševnimi motnjami, pogosteje uporabljajo te možnosti za priznavanje znanj na vsaj enem od področij izobraževanja in usposabljanja, kar je zanimivo. V okoli 2/3 evropskih držav so tudi uredili tako imenovano revizijo kompetenc, opis kompetenc, vendar ta storitev ni vedno dostopna vsem, ki jo morda najbolj potrebujejo, in tudi ni povsod vključena v standardne storitve za brezposelne ali osebe s tveganjem brezposelnosti. Pogosto se pa tudi zgodi, da je ne izvajajo oziroma opravijo v trenutku potrebe v razumnem času. V tem delu moram vse bralce našega poročila opozoriti, da je Slovenija v tem poglavju predstavljena nekoliko nerodno. Na Euridisi, na nacionalni enoti, smo opozorili na pomanjkljive informacije, vendar je omrežje vztrajalo na objavi takšnih, kot so. Pristalo je na opombo, da vključijo opombo, ki opozarja, da se je stanje v vmesnem času spremenilo. Večje spremembe niso hoteli opisati in niso bili pripravljeni narediti, saj so podatki in informacije se sklicujejo na objavljeno poročilo European Inventory on Validation 2018 CDFOP. In samo v bran moji trditvi oziroma mojemu opozorilu pri branju naj povem, da v Sloveniji imamo zakonom urejeno revizijo seveda spretnosti, ki se mora izvesti za brezposelne ali osebe s tveganjem izgube zaposlitve v 6 mesecih, in sicer preko to zagotavljamo in izvajamo preko mreže izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in izvajalcev posredovanja zaposlitev. Svetovalna središča za izobraževanje odraslih nudijo odraslim
in to kot javno službo, brezplačno informiranje in svetovanje o možnostih učenja ter ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti. Prav tako so osebe, ki se prijavljajo v evidenco brezposelnih in iskalcev zaposlitve, dolžne izdelati zaposlitveni načrt, v katerem med drugim natančno popišejo svoje spretnosti in znanja, izobrazbo, delovne in druge izkušnje, zaposlitvene cilje in podobno. Tako da govoriti, da tega pri nas ni prav. V sedmo poglavje pa naslavlja ozaveščanje in navezovanje stikov na terenu, tako imenovani outreach. Jaz sem poskušala najti najustreznejši pojem za opis te dejavnosti, morda se moti, morda je nepravilen, ampak gre za delo na terenu. V Evropi so zelo razširjene javne spodbude in kampanje za ozaveščanje o priložnostih za učenje odraslih, vendar vseeno manj tiste, ki posebej naslavljajo osebe s slabimi temeljnimi spretnostmi in z nizko izobrazbo. Med leti 2015 in 2020 je večina pristojnih oblasti finančno podprla najmanj eno večjo spodbudo ali kampanjo ozaveščanja o obstoječih priložnostih za učenje in seveda koristih vseživljenjskega učenja. Samo nekaj več kot polovici vseh evropskih držav javno financirajo dejavnosti za tako imenovane navezovanje stikov na terenu. Predvsem gre tu za spodbujanje odraslih zopet slabimi temeljnimi spretnostmi, da izkoristijo priložnosti za učenje. V 8. poglavju pa beseda teče o svetovanju in svetovalni dejavnosti. Javno in javno subvencionirano svetovanje je zelo razširjeno v Evropi, vendar je znova redko ciljno usmerjeno na odrasle s slabimi temeljnimi spretnostmi in z nizko izobrazbo. V okoli polovici analiziranih držav je svetovanje preko javnega zavoda za zaposlovanje in pri svetovalcu na voljo vsem državljanom. V drugih državah je na voljo samo registriranim brezposelnim, iskalcem zaposlitve in drugim posebnim skupinam, kot so osebe, ki želijo zamenjati poklic, dijaki, študenti. Poleg te oblike svetovanja imajo več kot polovici evropskih držav vzpostavljene tudi druge javno subvencionirane svetovalne dejavnosti za neposreden stik s svetovalcem, ki pa so praviloma odprte za vse. V Avstriji, na primer, lahko odrasli s slabimi temeljnimi spretnostmi poiščejo usmeritve, pomoč v Centralnem svetovalnem centru za osnovno izobraževanje in pismenost, ki so ga ustanovili pred 10 leti, in sicer z namenom informiranja in promocije razvoja temeljnih spretnosti in pismenosti na različnih ravneh. Svetovalci, to pa je zanimivo, svetujejo neposredno po telefonu, preko spletne aplikacije WhatsApp, preko SMS-jev, besedilnih sporočil ter seveda v živo. Dejavnosti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave. Leta 2016 je 23% odraslih v Evropi poročali, da so prejeli brezplačne informacije ali nasvet o priložnostih za učenje od institucij ali organizacij v zadnjih 12 mesecih. Delež pa ni bil enoten in tu je spet poudarek. V tem deležu so manj zastopani odrasli z nizko izobrazbo, delovno neaktivni in starejši. Poleg svetovanja v živo, svetovanja preko spleta, pa je v poglavju tudi izpostavljen pomemben vidik orodja za samostojno vodeno svetovanje, ki je na voljo v večini ki so ga vzpostavili in dali na voljo v večini evropskih držav. Ampak znova se iz poročila ugotavljamo, da so ta orodja redko pripravljena posebej za odrasle s slabimi temeljnimi spretnostmi ali z nizko izobrazbo. Poleg orodja za samostojno vodenje svetovanja
pa so tudi v poročilu opisi javno subvencioniranih zbirk informacij o priložnostih za učenje, ki so jih zagotovili in vzpostavili v okoli 2/3 vseh evropskih držav. Tudi tu velja enako kot za doslej, ko sem govorila o vseh oblikah svetovanja in ozaveščanja, ne posebej za odrasle z nizko izobrazbo. Kar pa ne velja za Slovenijo, saj so na Andragoškem centru Slovenije ustvarili stičišče ponudbe izobraževanja za odrasle. In to je orodje za iskanje ustreznega izobraževanja glede na lasten poklicni in osebnostni razvoj. To je z moje strani vse, zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim na spletno stran spletišče Euridisi Slovenija, kjer si boste lahko pobliže ogledali naše izdelke, različne rubrike, objavljamo tudi zadnje novice z področja izobraževanja, lahko pa se na njih tudi prijavite, kot vidite desno spodaj, in sicer boste v tem primeru začeli tedensko prejemati elektronsko sporočilo, v katerem bo zbir vseh povezav na novice o izobraževanju, pomembne aktualne novice o izobraževanju oziroma na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Hvala.